Bil je čisto navaden dan v mestecu Nazaret. V tem mestu živi veliko ljudi. Vsak dan se odpravijo po običajnih opravkih. Med njimi je tudi mlado dekle po imenu Marija. Marija živi skupaj s svojima starši Ano in Joachimom. Ima veliko prijateljic in malo je tudi zaljubljena. Njeno srce se je ogrelo za postavnega fanta po imenu Jožef. Jožef ima tesarsko delavnico in je zelo prijazen in ljubezniv. Marija zelo rada pomaga mami in očetu. Zelo rada bere knjige in se s prijateljicami potepa po mestu ter odkriva nove stvari. V tem čisto običajnem dnevu je Marija z mamo šivala novo obleko. Medtem sta se pogovarjali. Marija, lepo ti gre šivanje. Vesela sem, da sem tega naučila. Ampak danes se mi zdiš malo neočakana. Res je, mami. Meni je tudi všeč to delo, ker se vedno lahko naučim nekaj novega. Zdaj, ko si že tako velika, bi se lahko naučila izdelovati tkanino iz ovčje volne. Res je, mami, ampak ne danes. Danes sem res malo raztresena. S puncem, komaj čakam, da vidim Jožefa. S puncem gremo na konec mesta gledati fante, ko igrajo igro žogo. Med njim je tudi Jožef. Moram navijati zanj. Marija se je veselila srečanja z Jožefom in ogleda tekme. Tekma je bila napeta. Zmagala je ekipa, v kateri je igral tudi Jožef. Po tekmi pa sta Marija in Jožef skupaj odšla domov. Med potjo sta se pogovarjala. Marija, hvala, ker si prišla navijati zame. Seveda, Jožef, saj veš, da vedno navijam samo zate. Marija, zate imam eno vprašanje. Zelo te imam rad in rad bi, da postaneš moja žena. Boš? Ja, o Jožef, končno si me vprašal. Veš, koliko časa sem si želela in si predstavljala, ko se bo to zgodilo. Odpravila sta se domov. Ko sta se bližala Marijini hiši, sta videla Marijino mamo, kako lovi malega jagenjčka, ki je odšel iz ograde. Pomagala sta ujeti malega ubežnika, mama pa jo je povabila na čaj. Marija je mami povedala, kaj je vprašal Jožef. Tudi njena mama je bila vesela. Proti večeru istega dne pa se je zgodilo nekaj nenavadnega. Marija je mesila kruh in razmišljala o tem, kakšno bo življenje z Jožefom. Nenadoma jo je obsvetila svetloba, kakršne še nikoli ni videla. Prestrašila se je in ob tem prevrnila pehar z moko. Iz svetlobe se je pokazala podoba angela, ki ji je rekel: Ne boj se, milosti polna, Gospod je s teboj. Sem angel Gabriel in zate imam sporočilo od Boga. Spočela boš in rodila sina, ki mu da ime Jezus. Kako se bo to zgodilo, ko pa z Jožefom še nisem poročena? Sveti duh bo prišel nate in moč najvišjega te bo obsenčila. Dete, ki bo spočeto, bo Božji sin. Marija je v svojem srcu začutila, da jo je angel izbral za nekaj posebnega. Čeprav ni vedela, kako se bo to zgodilo, je angelu odgovorila: Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Tudi tvoja teta Elizabeta je noseča in bo kmalu rodila. Nato je angel odšel od nje. Marija pa je vse to, kar je slišala, shranila v svojem srcu. Ko se je spet zavedala, kje je opazila nered, ki ga je povzročila in začela hitro pospravljati. Razmišljala je o besedah, ki jih je povedal angel in to se je želela nekomu povedati. Vendar ni vedela komu. Zjutraj naslednjega dne pa se je domislila, a rekla je: Že vem, k teti Elizabeti grem, ne lahko povem mojo skrivnost. Morda je tudi njo obiskal angel, pa še pri dojenčke bom pomagala. Ja, takoj bo najbolje. Joj, pa še oslička moram natovoriti in se posloviti od Jožefa. Joj, imam še veliko dela. Malce kasneje pa je mami povedala svojo odločitev. Mami, danes odhajam teti Elizabeti, ki bo kmalu rodila.
Kako pa veš, da je teta Elizabeta noseča? Angel mi je povedal. Angel, si ti morda sanjala? Ne, nisem sanjala, vse je bilo tako resnično in... sedaj se mi pa že mudi. Moj sliček je natovoren in še od Jožefa se moram posloviti. Mama, vidimo se čez, ne vem kdaj, nekaj časa. Mama je začudeno stala pred hišo in Mariji mahala v slovo. Ni vedela, kaj se bo zgodilo, globoko v srcu pa je čutila, da se bo zgodilo nekaj posebnega. Med potjo se je ustavila še pri Jožefu in upala, da on že ve za njeno skrivnost. Vendar Jožef ni vedel, kaj se je zgodilo. Marija mu je povedala, da gre k teti, da ji pomaga pri dojenčku. Jožef je bil žalosten, ker je odhajala. Marija pa mu je obljubila, da se kmalu vrne. Marija je po dolgi poti le prišla k teti Elizabeti. Ko je razjahala oslička, si je pritegnila noge in roke in se razgledala naokoli. Pri teti že dolgo ni bila in je že skoraj pozabila, kako izgleda njena hiša in hribi okoli nje. Stopila je k vratom in potrkala. Že grem, samo košaro odložim. O, Marija, kaj pa ti tukaj? Živijo, teta Elizabeta. Elizabeta se je z roko prijela za trebuh, Marija pa je zaskrbljeno vprašala. Si dobro, je kaj narobe? Nič, le dete je nemirno. Takoj, ko sem zaslišala tvoj glas, je v meni kar poskočilo. Res, prišla sem ti pomagati pri dojenčku, saj boš kmalu rodila. Pridi naprej, boš čaj in kos kruha, potem pa se bova vse pogovorile. Se ti ne zdi čudno, da vem, da si noseča in da boš kmalu rodila? Ne, tudi k meni je prišel angel. Res? Potem ve za mojo skrivnost? Ja, vem. O, kako se je lepo z nekom o tem pogovoriti. Strah me je, ne vem, kaj bo rekel Jožef in starši. Marija, ne boj se, Bog bo poskrbel za vse. To bo najlepša skrivnost, ki bo razkrita svetu. Ko bo čas, bodo za njo izvedeli vsi. Pri Bogu je vse mogoče. Poglej mene in Zaharijo, tudi naju je Bog uslišal. Hvala, teta, za te tvoje besede. Res sem vesela, da sem prišla tebi. Tudi jaz sem vesela. Najni srci vesta, da se bo zgodilo nekaj prelepega. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje Bogu mojem zveličarju. Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto. Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo. V hišo je stopil Zaharija, Elizabetin mož, ki ni mogel govoriti in je s priklonom pozdravil Marijo. Elizabeta je Mariji razložila, zakaj Zaharija nem. Rekla je: V templju je daroval Bogu, prikazal se mu je angel in mu povedal, da bo postal oče. Ampak Zaharija mu tega ni verjel in je zakazan postal nem. Marija in Elizabeta sta se nasmejali. Zaharija je hudomušno zamahnil z roko in odšel na vrt. Marija je bila pri Elizabeti že nekaj tednov, ko se je le rodil mali deček. Ko se je rodil, so mu hoteli dati ime Zaharija.
Oče Zaharija pa se s tem ni strinjal in je na tablico zapisal ime Janez. Ko je to zapisal, je spet lahko začel govoriti. Skupaj z ostalimi se je veselil in hvalil Boga. Marija je pri Elizabeti ostala še nekaj tednov, potem pa se je vrnila v Nazaret. Bolj ko se je bližala mestu, bolj jo je skrbelo, kaj bo rekel Jožef. Njen trebušček je bil že malo viden in svoje nosečnosti ni mogla skriti. Potem pa se je spomnila Elizabetinih besed. Marija, ne boj se, Bog bo poskrbel za vse. Ko bo čas, bodo vsi izvedeli za tvojo skrivnost. Marija je pogumno stopila v mesto in prišla domov. Ko je vstopila v hišo, jo je v kuhinji pričakala mama. Bila je presenečena in vesela, da se je vrnila. Ni pa razumela, kaj se je z Marijo zgodilo. Povedala ji je o angelu, o novici, ki jo je sporočil, o času, ki ga je preživela pri teti in o čudežu, ki se je tam zgodil. Mama jo je poslušala in začudeno gledala, ko je Marija svojo pripoved zaključila z besedami. Mama, saj veš, da pri Bogu ni nič nemogoče. Mama se je spomnila, kaj se je zgodilo, ko sta z možem kot mlada zakonca Boga prosila za dete in po dolgem čakanju dobila Marijo. Marijo je žalostno opomnila. Si že povedala Jožefu, se zavedaš, da te lahko odslovi? Vem, mama, strah me je, ampak zaupamo Boga in njegov načrt. Če je Bog izbral mene za mamo temu otroku, je potem tudi Jožefa za očeta. Takrat pa je potrkalo na vrata. Marija je stekla k vratom, vedela je, da je Jožef. Ko je odprla vrata in ga zagledala, je videla, da Jožef že ve za njeno skrivnost. Videti je bil žalosten, jezen, razočaran in Marija ga je povabila naprej, da se pogovorita. Povedala mu je zgodbo o angelu, o času pri teti in o tem, kako zelo ga je ves ta čas pogrešala in da ga ima še vedno zelo rada. Jožef pa je le obsedel in rekel: Marija, tudi jaz te imam zelo rad, vendar težko verjamem o tej zgodbi o angelu. Moje srce mi pravi, da je resnica, vendar moj razum mi tega ne dovoli. Ne bom te pustil mestnim možem in ne bom dovolil, da ti naredijo kaj hudega. Pojdi in vzgajaj dete, jaz te bom pa neskončno pogrešal. Po noči pa se je Jožefu v sanjah prikazal angel in rekel: Jožef, ne boj se vzeti Marije k sebi, kar je spočela od svetega duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, ti pa boš njegov oče, poskrbi za. Ko je angel odšel, se je Jožef prebudil in razmišljal o angelovih besedah. Zjutraj je stekel k Mariji in povedal, kaj se mu je zgodilo po noči. Marija ga je z veseljem poslušala in ko je končal svojo pripoved, rekla: Vidiš, sem ti rekla, da pri Bogu ni nič nemogoče. Marija, se boš poročila z menoj? Seveda. Marija je bila vesela, da se je vse uredilo. V srcu pa je začutila, kako zelo jo ima Bog rad. Potihem je rekla: Bog, hvala, ker si v mojem srcu in v mojem življenju. V naslednjih dneh sta se Jožef in Marija začela pripravljati na poroko. Na lep sončen dan sta se poročila in Marija se je preselila k Jožefu. Dete pod njenim srcem pa je počasi raslo.
tistih dneh, ko se je bližal dan, ko bo Marija povila svoje dete, je cesar Avgust izdal ukaz, da se morajo vsi ljudje popisati. Tudi Jožef in Marija sta morala izpolniti ta ukaz. Popisati sta se morala iti v vas Betlehem, ki je bilo 5 dni hoda oddaljena od Nazareta. Vzela sta oslička, nanj naložila hrano, nekaj obleke in čiste pleničke za dojenčka. Pot je bila dolga in naporna. Marija je pot težko prenašala, vendar je vztrajala in Jožef jo je pri tem spodbujal. Pogovarjala sta se o dojenčku, o tem, kakšen je Betlehem in o veliko drugih rečeh. Ko sta šla mimo glavnega mesta Jeruzalema, sta se na hitro ustavila in si obnovila moči za vnaprej. Kmalu sta prišla v Betlehem. Na poljanah ob mestu pa so pastirji pasli ovce. Med njimi je bil tudi pastirček Joab, ki se je pogovarjal s svojo mamo. Res ne vem, kaj bomo. Morali bomo prodati živino in hišo. Zakaj si tako razburjena? Ah, mali, ti tega še ne razumeš. Premajhen si še. Prišli so posebni časi in veliko se bo spremenilo. Ampak kljub temu ne smemo izgubiti upanja in se moramo imeti radi. V mesto Jeruzalem je prišel nov kralj, ki pa mu je mar samo za denar. Ampak veliko nam je že vzel, ampak moramo potrpeti in držati pesti. Verjamem pa, da bodo prišli boljši časi in zato ne smemo izgubiti upanja. Maminih besed Joab ni čisto razumel, je pa v svojem srcu začutil, kako močne so te besede. 6. večer je prijatelju Benu pomagal gnati ovce na poljane. Nekaj časa sta hodila tiho, potem pa je Ben rekel: Je tudi pri vas zelo napeto? Ja, mama je zelo v skrbeh. Nisem jo videl še tako razburjene. Niti takrat, ko nam je divja zvera odnesla 2 ovci. Ja, tudi pri nas je tako. Pa kaj si ta novi kralj misli? Da je vse mogoče, da lahko z nami dela kar hoče, vse razburi. No, sedaj se pa še ti razburjaš. Nehaj, stičiva raje tjale k pastirju Abrahamu. Abraham. Ko sta se mu približala, pa sta videla, da je tudi on zaskrbljen. Gledal je tja nekam proti zvezdam in bil zelo zamišljen. Zdelo se jima je kot, da moli. Ko sta pritekla k njemu, sta bila zadihana, a ju vseeno ni slišal, tako je bil zamišljen. Ko sta se ga dotaknila, pa se je zdrznil in rekel: O, fanta, sta le prišla, čakal sem vaju. Sta pregnala vse ovce na pašo. Oprosti, ker so malo pozna. Ja, vse ovce imava. Na poti so se pogovarjala o tem, da so vsi razburjeni, zaskrbljeni, nekateri celo žalostni. No, lahko ti razložiš, zakaj? Abram se je usedel na tla k ognju in rekel: Fanta, čudni časi so. Prišel je novi kralj, ki je trdosrčen in krut. A v knjigi zaveze, da bo prišel Mesija, odrešenik, ki nas bo odrešil vsega slabega. Nama lahko poveš, kaj piše v tisti knjigi zaveze v tem novem kralju? Kaj pomeni Mesija? Mesija pomeni nekdo, ki bo prišel in nas odrešil vsega slabega. A nama lahko poveš, kaj piše v tisti knjigi zaveze v tem novem kralju? Pogovor med Abramom in pastirčkama so slišali še ostali pastirji, ki so se jim pridružili ob ognju. Se smemo še mi pridružiti, tudi mi bi radi slišali, kaj piše v tvoji knjigi. Seveda, prisedite in dobro poslušate. Ste pripravljeni? Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasvetila luč. Dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Oblast se bo širila in miru ne bo konca na Davidovem prestolu. Vzpostavil ga bo in utrdil s pravico in pravičnostjo od zdaj in na veke. Knjiga govori o dojenčku. Kako bi pa lahko dojenček postal kralj? Kje se bo pa rodil? V palači? Ne poznam odgovorov na tvoje vprašanja,
A v srcu čutim, da so besede, ki jih prebiram, resnične. Vsakič, ko jih prebiram, se v meni zgodi nekaj lepega. Ne vem vam točno povedati kaj, a je tako resnično. Morda se kmalu uresničijo, kdo ve? Joab, poglej ovce, bežijo stran, hitro jih moramo iskati. Pastirčka sta stekla za njimi in jih poskušala ustaviti. Abram pa je sedel ob ognju in molil. O, dobri Bog, prosim, daj mi dočakati Mesija. Moje srce je že staro, vendar čutim, da se bo kmalu zgodilo. Nekaj, kar še nisem preživel. Ko sta se fanta vrnila s pobeglimi ovcami, je Abram ob ognju že trdno spal. Ovce sta zaprla v stajo in se tudi sama udobno namestila ob ognju ter kmalu zaspala. Zjutraj jo je zbudil Abram, ki je že gnal ovce na pašo. Hitro sta vstala, spustila svoje ovce na pašo in na hitro pojedla kašo, ki jima jo je skuhal Abram. Čez dan sta se zaposlila s pašo ovac, igro in iskanjem idej, kako poimenovati na novo skotenega jagenjčka. Kaj pa, če bi ga poimenovala Šapec? Ne, kaj pa, če bi bil kralj? Kaj pa, če bi ga poimenovala? Fanta, pridite mi pomagati. Stekla sta tja in videla, da Abram leži na tleh. Abram, kaj se je zgodilo? Čistil sem tole ovco, ko se je stari oven zaletel vame in me podrl. Medtem, ko sta fanta pomagala Abramu, da je vstal, je k njim pritekel mali jagenjček. Joab se je zasmejal in rekel: Poglej, Abram, še mali jagenjček je prišel pogledat, kaj se ti je zgodilo. Prejle sem vas slišal, kako sta se pogovarjala o imenu za jagenjčka. Kaj pa, če bi ga poimenovala Prijatelj? Mali jagenjček je tako dobil ime. Abram jo je odnesel brez posledic. Zdelo se je, kot da je vse lepo in prav, vendar ta trenutek ni trajal dolgo, ko je mimo prišel vojak. V rokah je imel boben in hitel proti središču vasi. Abram, kaj se je zgodilo? Abram, si ga videl? Sem, zanima me, kaj ima povedati. Pridite, pojdimo v vas. Stekli so proti vasi in se ustavili ob vaškem vodnjaku. Vojak je stal ob njem in z bobnom naznanjal, da bo nekaj povedal. Z vsem glasom je zavpil: Prebivalci Betlehema, posluh, kralj je ukazal popis prebivalstva. Vsak izmed vas se mora popisati. Vsak se mora popisati v vasi ali mestu, kjer se je rodil. Časa imate le nekaj dni, zato pohitite. Med vaščani je završalo. Nihče od njih ni vedel, kaj naj to pomeni. Proti večeru se je razburjanje poleglo in vaščani so se vrnili v svoje domove. Tudi Abram, Joab in Ben so se vrnili na poljane k svojim ovcam. Stemnilo se je in zasijale so prve zvezde. Abram, Joab in Ben so sedeli ob ognju in se pogovarjali. Kaj je to popis prebivalstva? Kralj hoče vedeti, koliko ljudi živi v njegovem kraljestvu. Zakaj hoče vedeti, koliko ljudi živi tukaj? Zato, da bi lažje pobiral denar od njih. A vidva sta še premajhna, da bi razmišljala o teh stvareh. Abram se je poslovil od Joaba in Bena in odšel k ovcam. Joab in Ben pa sta ostala ob ognju in gledala zvezde. Pridružilo se jima je še nekaj pastirčkov. Eden izmed njih se je spomnil: Danes je prvi zimski dan in najdaljša noč in ravno pražna za opazovanje zvezd. Poglejte tisto svetlo zvezdo na nebu, drugačna je drugi, bolj svetla. Pa še rep ima, zgleda, kot bi z njim pometala za seboj in vse bliže nam je. Pastirčki so še malo opazovali zvezde, nato pa zaspali. Skupaj z njimi je zaspal tudi mali jagenjček po imenu Prijatelj. Sredi noči jih je zbudilo glasno bekanje ovc. Hitro so vstali in pogledali naokoli. Nič niso videli in spraševali so se, kaj je tako razburilo ovce. Ko so še malo oprezali okoli, so opazili Abrama, ki je kot kip stal na poljanah in zrl v nebo. Stekli so k njemu in Ben ga je ugovoril: Abram, kaj se je zgodilo? Si videl prikaze? Ne, videl sem angela. Angela? Ja, angela. Tudi če oči kdaj lažejo, srce ve, kdaj ga objame ljubezen. In ta dotik je bil dotik Boga.
In kaj je rekel? Rekel je, da bo prišel odrešenik, Mesija. Rekel je, našli boste dete v plenice povito in v jasli položeno. Torej se bo le izpolnilo tisto, kar že dolgo čakaš. Kje pa se bo rodil? Res je, globoko v srcu sem vedel, da se bo zgodilo in da bom dočakal ta dan. In zdaj se bo res zgodilo, tu v Betlehemu. Kako? Kje? Kdaj? K njim so pritekli še drugi pastirji in eden izmed njih je veselo vriskal. Juhuhu, juhuhu, dočekali bo Mesija, rešeni bomo, prišel bo, tukaj k nam bo prišel. Jožef in Marija sta prišla v mesto Betlehem. Bila sta utrujena in Marija je začutila, da se je bliža čas poroda. Jožef pa se je razgledoval po vasi, kje bi lahko našel prenočišče. Marija je Jožefa pocukala za rokav in rekla: Jožef, pohitiva, čas je, dete hoče na svet. Marija, malo še potrpi, nekaj bova že našla. Potrkala sta na vrata gostišča. Ja, joj, vi boste pa vsak čas rodili. Ja, zato pa potrebuje prenočišče, en majhen kotiček, samo za naju. V hiši nimam ničesar, vse, kar vam lahko ponudim, je majhen hlevček tamle malo stran. Dobro bo, hvala gospa za vašo dobroto. Ja že, ampak hlevni prostor za dojenčka. Pohitiva, čas je. Jožef je prijel slička in hitro stopil proti hlevu. Z njima je odšla tudi gospa, da bi Mariji pomagala pri porodu. Ko so prišli tja, je Jožef Marijo pospremil hlev, potem pa se umaknil ven. Pred hlevčkom je hodil gor in dol, gor in dol. Gledal je v nebo in Boga prosil, naj Mariji pomaga. Ko je še enkrat pogledal v nebo, je nad hlevčkom zagledal najlepšo zvezdo, kar jo je kdaj videl. Istočasno pa se je iz hlevčka zaslišal jok. Hitro je stopil v hlev in zagledal Marijo in malega dečka, ki je bil povit v plenice in položena slama v jasli. Gospa, ki je Mariji pomagala, pa je rekla: Tako lepega dojenčka še nisem videla, nocoj pa res ena lepa noč. Gostilničarka je odšla v hišo po hrano in vodo. Med potjo je srečala Joaba. Zakaj ste tako veseli, gospa? Tamle v hlevčku se je rodil mali deček. Tako lepega otroka še nisem videla. Kaj, deček v hlevu je povit v plenice in položen v jasli? Ja, kako pa veš? Ne morem sedaj, moram k Abramu in pastirjem. Joab je stekel na poljane, ko se je bližal Abramu, je začel piti. Abram, vem, pastirji, zgodilo se je, deček, jasli. Kaj vpije Joab? Se mu je kaj zgodilo? Poglej, kakšen je. Joab je končno prišel do Abrama in mu ves zadihan povedal, da se je v hlevu na koncu vasi rodil deček, ki je povit v plenice in položen v jasli. Abram se je obrnil proti vasi in zagledal svetlo zvezdo nad hlevčkom in angele, ki so peli. Mislim, da je to tisti kralj, ki prihaja, Mesija, odrešenik. Mislim, da je, srce čuti. Pojdimo tja in poglejmo. Počakajte, za kralja se spodobi, nam mu nekaj prinesemo. Podarimo mu najne jagne prijatelja. Abram se je nasmehnil in pokimal. Odšli so v hlevčku, sledili so jima še drugi pastirji.
Ko so prišli k hlevčku, so narahlo potrkali. Jožef je pokukal ven in zagledal pastirje. Debelo jih pogleda in vpraša: Kaj pa vi tu? Lahko vidimo malo dete? Jožef ni bil prepričan, če lahko. Oglasi se Marija in reče: Naj pridejo. Pastirji so vstopili in zagledali malo dete. Joab in Ben sta se prerinila čisto blizu in k jaslim položila prijatelja. Joab je vprašal: Kako mu je pa ime? Jezus. Ko so pastirji odložili svoje darila, so se umaknili nazaj na poljane in slavili Boga. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Moram priznati, da je bilo danes res prijetno priti v cerkev in se po celem dnevu norišnice usesti v miru in tišini. Skoraj prepričana sem, da nas je večina prišla sem v naglici in s precej napetimi živci. Potem, ko smo se trudili, da bi naši domovi izgledali kar se da praznično, da bi bile jaslice pravočasno postavljene, da bi bila večerja popolna. In ob vsem tem hitenju je zagotovo prišlo vsaj do manjšega nesoglasja, če že ne do velikega prepira. In v teh trenutkih se ponavadi vprašam, zakaj mora vedno iti vse narobe? Zakaj ne moremo enkrat imeti tudi mi popolnega božiča, kot sta ga imela Jožef in Marija? Pa je bil njun božič res tako popoln? Kar predstavljam si Jožefa,
kako se počuti nemočnega in nesposobnega, ker ne more priskrbeti niti ene postelje za svojo visoko nosečo ženo, ki bo vsak trenutek rodila. Kar predstavljam si Marijo, kako je prestrašena in malo obupana, ko je brez opore bližnjih v tuji deželi, sredi umazanega in preglasnega hleva, sredi množice nemirnih živali, tik pred tem, da bo rodila. In kar predstavljam si nejevoljne in utrujene pastirje, ki po napornem dnevu hitijo narediti še zadnje opravke. In potem se v ta hrup, v ta nemir, strah, brezup, slabo voljo, v ta kaos sredi hleva rodi Jezus. In ozračje se popolnoma spremeni. Marija z Jezusom v naročju prime Jožefa za roko in mu reče hvala. Jožef objame Marijo in ji reče, rad te imam. Pastirji, ganjeni nad dogodki, obstanejo v tišini in vse jih objame nerazumljiv mir. Naredimo to sedaj tudi mi. Sprejmimo Jezusa v svoje srce in mu predajmo naš kaos, nemir, strah, brezup, slabo voljo in jezo. In žena naj prime moža za roko in mu reče hvala. In mož naj objame ženo in ji reče, rad te imam. In otroci naj se umirijo in se čudijo nerazumljivemu miru, ki nam ga danes prinaša novorojeno dete. Da bi Gospod lahko deloval v našem življenju, ko odstranimo tisto, kar moti, naš odnos do Boga, do bližnjega in do samega sebe. Priznajmo se svoje grehe in napake ter prosimo odpuščanja zanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah.
Molimo. Dobri Bog, vsako leto nas razveseljuješ s pričakovanjem Jezusovega rojstva. Tvojega sina sedaj radostno sprejemamo kot odrešenika. Daj, da ga bomo brez strahu pričakali tudi kot sodnika, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige preroka Izaija. Zaradi hčere Sionske ne bom molčal, zaradi hčere Jeruzalemske ne bom miroval, dokler ne vzide, kakor svit njena pravičnost in ne zagori, kakor plemenica njeno odrešenje. Narodi bodo videli svojo pravičnost, vsi kralji tvojo slavo. Dali ti bodo novo ime, ki bodo določila Gospodova usta. Čudovita krona boš v Gospodovi roki, kraljevski venec v roki svojega Boga. Ne bodo ti več rekli zapuščena, tvoji deželi ne bodo več rekli osamljena, temveč te bodo imenovali, pri njej je moja radost, tvojo deželo omožena. Kajti Gospod bo imel veselje nad teboj in tvoja dežela bo imela moža. Kajti kakor se mladenič poroči z devico, tako se bo tvoj graditelj poročil s teboj, kakor se ženin veseli neveste, tako se tebe veseli tvoj Bog. To je Božja beseda. Pavel pričuje, da je Kristus Davidov potomec, berilo iz apostolskih del. Ko je Pavel prišel v Antiohijo, v Pizidiji, je v shodnici vstal, dal znamenje z roko in rekel: Možje, Izraelci in vi, ki se bojite Boga, poslušajte. Bog tega izraelskega ljudstva je izvolil naše očete in poveličal ljudstvo v egiptovskem izgnanstvu ter ga z dvignjeno roko popeljal iz tuje dežele. Potem jim je za kralja obudil Davida, sam je potrdil o njem. Našel sem Davida, Jesejevega sina, moža po srcu, ki bo izpolnil vse, kar hočem. Iz njegovega rodu je Bog, kakor je bil obljubil, poslal Izraelu odrešenika Jezusa. Pred njegovim prihodom ga je Janez krstom pokore napovedoval vsem izraelskem ljudstvu. Ko pa je Janez končeval svoj tek, je govoril: Mar mislite, da sem jaz? Jaz nisem, toda glejte, za mano pride on in jaz nisem vreden, da bi odvezal sandale iz njegovih nog. Poslušali smo Božjo besedo.
vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takole. Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča od svetega duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Ko je to premišljaval, glej, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene, kar je spočela je namreč od svetega duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov. Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: glej, devica bo spočela in rodila sina, imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi in ni je spoznal, dokler ni rodila sina, in imenoval ga je Jezus. To je Kristusov evangelij. Joj, koliko je že ura. Jaz mislim, da bo treba hitro domov jeti zdaj, ne? A ne, da bo treba hitro domov? Zakaj pa? A ker Božiček pride? A ker bo večerja zdaj, ne? Točno tako, hvala, tukaj le Max je povedal ta prav odgovor. Ker moramo hitro spatjati in zjutraj, ko se bomo zbudili, bo Jezus že v jaslicah. Zdaj ga še ni. Ne tle, pa ne tam. Ampak če že danes, ta večer, tako slovesno, tako veselo, tako polno življenje in cerkev čisto polna, kaj bo še jutri? Kaj je to pričakovanje? Kdo mi zna to preprosto povedati? Da dolgo čakaš in kaj se pa v tebi dogaja? Si vesel tega? Kako? Da si vzburja to, tisto, ne, kar malo ti kri požene po žilah, ne? Malo živčen, točno tako. Ampak vedno bolj težko čakaš, ne? Kdaj bo že prišlo, ne? Kdaj se bo to zgodilo? A vi kdaj pričakujete koga? Koga pa? Božička. Ves čas smo sam pri Božičku. Miklavža? Ja, a... Ko? Prijatelje pričakujemo? Ja, verjamem. Recimo, če enega prijatelja že dolg časa nisi videl, ne, in potem pride, komaj čakaš, kdaj bo prišel. A pa recimo, če gre sta oči ali pa mami, recimo, da gre na službeno potovanje, ne, in ga ni. 1 dan, 2, 3, 4, 5, 6. Mami, kdaj bo prišel ati? A bo že danes prišel? A bo jutri prišel? Kolikrat grem še spat, da bo prišel? In čakamo. In mami reče še 3-krat, še 2-krat, še 1-krat greš spat, pa že pride. In vedno bolj, ko odštevamo, vedno bolj pričakujemo, vedno bolj se veselimo, da končno pride spet in ko ga vidim, stečem k njemu in ga objamem. A je tako? To je pričakovanje. Torej, da se nekoga veselim, ko bo prišel. In na podoben način moramo mi danes v sebi, v svojem srcu zbuditi takšno pričakovanje. Zato, ker pričakujemo, da bo prišel Jezus med nas. In tako, kot sem prej rekel, ne, danes moramo potem, ko bomo končali sveto mašo, gremo domov, blagoslovimo naše hiše. A ste to že naredili? Ne še. Torej, eni ste že, eni še boste. Blagoslovimo zato, da pokličemo Jezusa v našo hišo. Da ga prosimo, da bo varoval naš dom. Da se v naši hiši ne bo čez leto zgodilo kaj težkega, kaj nerodnega oziroma kakšna nesreča. Ne? Torej, prosimo za blagoslov, za to hišo blagoslovimo. Potem bo verjetno večerja, po večerji pa hitro spat. Zato, da v našem srcu res pripravimo prostor za Boga. In ni dosti, če samo mi gledamo, pridemo sem, pa gledamo jaslice, pa rečemo, kako fajn, ne?
Pa gledamo tamle, pa rečemo, un pastir pa spi. Ni dovolj gledati samo z očmi, ampak prositi moramo, Jezus, odpri naše oči srca, da te bomo prepoznali. In če bomo prepoznali Jezusa v svojem srcu, potem bo Božič res lahko dan veselja. In jaz srčno upam, da se vsi tega dneva veselimo. Ne samo zato, ker bomo dobili kakšno darilo, to je še najmanjša stvar. Ampak da se veselimo tega, da Gospod Jezus hoče biti z nami kot človek. Kot majhen otrok, ki k vsakemu izmed nas stegne roke in hoče, da bi ga vzeli v naročje. Tako kot smo mi naredili, ko smo bili takšni majhni. Ne? In tudi, če je naš oče bil velik 2 metra, roko tako, da bi lahko, ne vem kaj vse vzel, recimo v roko noter, ker ima 2-krat večjo kot jaz, ne? Tudi, če je bil naš oče tak silak, ko smo mi prišli na svet, nas je tako nežno vzel v roke, pa stisnil v sebi, da tudi, če bi bil najbolj krhko bitje, se tebi ne bi nič slabega zgodilo. To je tisto, lejte, oči vas je pričakoval, se vas je veselil in zato je bil tudi tako nežen takrat z vami, ko ste se rodili. In ko bomo mi danes torej pričakovali Jezusa, bodimo tudi mi v srcu tako nežni do Jezusa, ki pride, pa tudi do vseh tistih, ki so okrog nas, do bratcev, sestrc, do staršev, do starih staršev, do prijateljev, do vseh, ki jih poznamo, da smo tako pozorni, kot je Jezus pozoren do nas. In to veselje potem obvezno moramo ponesti tudi vsem tistim, ki mogoče pa danes ne morejo samo v cerkev priti. Ker so bolni, ker so mogoče že v posteli, ker ne morejo hoditi, da jim rečemo, Jezus se je tudi zate rodil in zato smo lahko vsi veseli. In naj bo res današnja noč, dnevi, ki so pred nami, ne bodo to dnevi pričakovanja, dnevi veselja, dnevi tudi notranjega miru. Že v vodu v Svetomašo smo slišali, s kakšnim duhom lahko prihajamo sem in človek res potrebuje Božji mir. Potrebuje eno bremzo, da se ustavi pri vsem tem dogajanju. Sicer nas bo življenje, ki nas je pripeljalo do te točke, vrglo naprej in bo mimo grede jutri zvečer, pa Štefanovo, pa nedelja, pa Božič mimo. Zato ustavimo svoje korake. Zato na nek način pojdimo do tistih, ki so nam blizu. Povejmo jim, kot smo slišali, da jih imamo radi. Predvsem pa prosimo Gospoda, naj nam On da čutiti v našem življenju, v našem srcu, da je vsak izmed nas dragocen zame. Najbolj ljubljeni sin, najbolj ljubljena hči. To si ti, to sem jaz. Amen. Sedaj pa vas povabim, da skupaj zmolimo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je vtelesil v svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. Dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen.
Dragi bratje in sestre, ko se veselimo praznika Gospodovega rojstva, ponižno prosimo nebeškega Očeta. Jezus, prosim te za gospoda župnika in gospoda Andreja. Naj bosta zdrava in še dolgo med nami. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosim te za vse, ki so umrli. Podeli jim večno življenje pri tebi v nebesih. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosim te, da bo v naši državi še naprej mir in prijateljstvo. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosim te, da bo leto 2025 uspešno in lepo za vse. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosim te za naše starše. Naj nas imajo še naprej tako radi. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosim te za naše učitelje, daj jim voljo in moč, da nas bodo lahko naučili. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosim te za naše prijatelje po svetu, nad tudi oni živijo v miru in prijateljstvu. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, tvoj sin je postal človeški otrok, da bi mi postali Božji otroci in bi se tako še bolj razodila tvoja milost in moč. Prosimo te, uslišite naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, z največjo gorečnostjo naj obhajamo to daritev na sveti večer pred velikim praznikom, ki nas spominja na začetek našega odrešenja po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se te vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Tvoja beseda se je učlovečila in v tej skrivnosti nam je zasijala nova luč tvoje slave. V vidnem odrešeniku se razodevaš ti, nevidni Bog, da bi v nas raznev ljubezen do tega, kar nikoli nobeno oko ni videlo. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličanstvu in nenehno prepevamo.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani, zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajanje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje. Pri tej daritvi se spominjamo pokojnih staršev Stepišnik in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim ženinam svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Srce ve in čuti, kdaj se ga dotakne Bog. Zato v tej molitvi Oče naša odprimo srce in mu pustimo, da pride k nam. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ob tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Veselimo se, nocoj prihaja med nas Bog. Prihaja kot drobno detece, kot majhen otročiček, kot dete, ki ne pozna bogatstva, ni mu mar za bogatstvo, ni mu mar za slavo, za čast. Prinaša nam pa neskončno ljubezni, neskončno miru. Jezus, daj, da bomo nocoj tudi jaz, tudi mi vsi kot otrok, da bomo znali videti tisto
kar je najpomembnejše. Da bomo slepi za vso tisto navlako, ki je odveč. Ker tudi Bog je bil za Božič le otrok. In s to ljubeznijo, ki nam jo prinaša drobno detece, s tem žarom otroka v očeh, zaželimo drug drugemu mir. Glejte, to je jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjeble grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, uživa v vekomaj. Yeah.
Molimo. Nebeški Oče, podeli nam, da bomo zajemali novih moči ob praznovanju rojstva Tvojega Sina, ki nam je hrana in pijača v zakramentu odrešenja in s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Naj bo to slovesno obhajanje svetega večera res en tak lep, prijeten uvod v božične praznike. Lepo povabljeni k sveti maši, seveda v polnoči, k slovesni polnočnici, pa potem jutri k sveti mašam ob 8, ob 10, poldan ter zvečer ob 18. Popoldan ob 16 bo tukaj še božični koncert. Naj bo res ta praznik, praznik veselja, praznik upanja in praznik ljubezni. Ljubezni, ki nas ima Bog rad, in upanja, ki ga edino Bog lahko daje in v polnosti tudi uresniči. In naj bo Gospod v tem našem praznovanju, v tem prizadevanju za dobro, vedno z nami in naj nam da svoj blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.